Hočem, da čim prej mine, da pride pogovor na drugo temo. Malo mi je nerodno. O spolnosti se kdaj pogovarjamo s starši, Starši ne. Ne. pa s prijatelji se tudi malo. Ne pogooglam, pa niti po moje, da ne bi priznal. Preveč bi mi bilo sram, kaj takega. Najbolj zaupam očiju, ki mi je največ povedal o tem. Starši se raje ne pogovarjamo o tem, bolj v šoli. Pogovarjamo se samo kdo je v koga. Sem bolj sproščena, ker so moji vrstniki in če razumejo mene in jaz razumem njih, ker smo na istem. Bolj zaupam profesionalcem, torej če mi kaj prijatelji povejo, pa Smo imeli pač spolno vzgojo, tam so nam nekaj tudi povedali. kdaj je pravi čas, za zaščito pa to, če rečeš ne, je ne. Ful preveč vprašanja, če mene vprašate. Punce, o menstruaciji, o ogrcih, ki nisem vedel, a je to kakšna razlika kromozoli, pa zakaj jih imam, pa to sem tudi jaz vprašala. Tudi učiteljica za šport nam kdaj kaj reče, tako da se lahko na njo pol kaj zanesemo, do česa pride. Mogoče strica vprašam, ko pač z njim imam glih dobre odnose. Se mi zdi, da naša generacija je vedno bolj taka, da vse prej vejo in vse se prej dogaja. Ja, recimo samo eno. Malo bolj tih sem, ko prijem zdraven. O odnosih in o čustvih in z partnerjem. To bi mi bilo v bistvu kar okej se pogovarjati o tem. Na spletu ne, nisem še nikoli kaj takega. Če bi bila aplikacija, pol bi pač pogledal na tisto aplikacijo, če bi me mogoče zanimalo. Je zanimivo, sem večino teh informacij sem pač že vedela, tako da ja, po mojem, da je pa primerno pol za mlajše otroke, ful koristno. Zelo. Najbolj zanimivo je bilo to o prepiranju starši. So informacije bile dokaj koristne, niso pa bile nove, pač smo že vedeli. Meni so se pa zdele tudi nekatere nove, mislim, par stvari nisem vedel. Če bi bila sama, bi si kdaj pogledala. Bi si jo dol, ja. Vse jo že imam. Zdaj jo še imam. Je bi tudi pogledal tako včasih. Skrivaj, da drugi ne vidijo. Ja.